In tudi zdaj, ko sem jaz mamica, dvema hčerama, jaz se ujamem in se ugriznem, ko rečem, ali pa hočem reči, pridna. Pridna, jaz mislim, to, vse na nek način še zmeraj pridna, ampak pridna predvsem to, da nisem poslušala sebe. Zelo, zelo dolgo, praktično, ne vem, 40-45 let svojega življenja sem večinoma poslušala druge, ali pa kar se mi je zdelo, da drugi nekako pričakujejo od mene, in v tem smislu sem bila pridna v šoli, pač v vseh šolah, vrtcu in tako naprej, da bom zadostila nekim, ki so seveda pa tudi zrasli v moji glavi, očitno, kar sem ugotovila kasneje, šele z NLP-jem pri tebi. In to mislim s to pridnostjo, ki sem jo preveč povzela in tako sem jo pač jaz razumela. Eni jo razumejo drugače. Moj način pridnosti je bil ta, da sem ugajala vedno drugim. Po mojem sem šla te vse šole nekako zato, da sem sledila tistim idealom, ki se meni zdelo, da pač jih moram izpolniti. Kako je nekdo toliko priden, da izgori? Kaj si konkretno počela? Delala preveč. Torej, če so meni dali v službi za narediti 10 alinej, jaz sem jih naredila verjetno 25, ker sem si jih dodala še sama. Torej, jaz bi še nekaj želela izboljšati, še nekaj dodati, dajmo drugače, dajmo še to. In tega meni nihče ni naročil v resnici. Ampak to sem jaz ugotovila šele kasneje.